S papežem Frančiškom so se 4. marca srečali udeleženci mednarodnega simpozija o sakralni glasbi ter njegovih kulturnih in umetniških razsežnostih. Potekal je pod naslovom Glasba in cerkev, bogoslužje in kultura 50 let po muzikam sakram. Papež je v govoru dejal, da je naloga sakralne glasbe in liturgičnega petja ustvariti občutenje slave Boga, njegovo lepoto in njegove svetosti, ki nas ovija kakor svetel oblak. Zbrane na audienci je spodbudil k prizadevanju za naslednji pomembni cilj: pomagati bogoslužnemu zboru in božjemu ljudstvu, da bosta z vsemi čuti, fizičnimi in duhovnimi, zaznala božjo skrivnost in bosta v njej soudeležena. V nadaljevanju pa je sveti oče izpostavil dvojno poslanstvo, ki mu je cerkev poklicana slediti na tem področju. Na eni strani je treba varovati in ovrednotiti bogastvo in raznovrstno dediščino, jo uravnoteženo uporabljati v sedanjosti ter se izogibati nevarnosti nostalgičnega ali arheološkega pogleda. Na drugi strani pa je treba delovati na način, da bosta sakralna glasba in liturgično petje v celoti inkulturirana v sedanji umetniški in glasbeni jezik, da bosta torej znala utelesiti in prevesti božjo besedo v petje, zvoke in harmonije, ob katerih bo vzdrhtelo srce ljudi našega časa. Obenem pa se bo ustvarjalo čustveno ozračje, ki spodbuja vero, sprejemanje in polno sodelovanje pri skrivnosti, ki se obhaja. Seveda sta stik z modernostjo in vnašanje govorjenih jezikov v liturgijo povzročila mnogo problemov na področju glasbene govorice, oblik in zvrsti, je nadaljeval Frančišek. Včasih so celo prevladale določena povprečnost, površinskost in banalnost v škodo lepote in globine liturgičnih slavij. Zato lahko različni protagonisti na tem področju dajo dragocen prispevek k prenovi kakovostne sakralne glasbe in liturgičnega petja.